Mislim, da so solidarnost, sodelovanje, podpora vrednote, ki jih ob znanju, ob odličnosti in ustvarjalnosti dodajamo. Dosti kolegov oziroma kolegic, ki so bili starejši, so obiskovali že prvo in smo se velikokrat pogovarjali o tem, kak je ta šola, kaj ti ponuja, kaj lahko pričakuješ. Glej, spet zamujata. Prosti, no, Petja je bila lačna, pa so šli nekaj pojesti. Ti že veš, kaj boš povedal? Pa to bom vse z glave, na pamet. Pa kaj pol kar začnemo? Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Prvi gimnaziji Maribor. V tem kratkem filmu vas bomo popeljali po lepotici na Maistrovem trgu in vam razkazali življenje na šoli. Smo Čarna, Jakob in Petja. Pred vami je zahtevna odločitev. Saj se boste morali kmalu odločiti, kje boste naslednje leto nadaljevali šolanje. Jakob, zakaj si ti izbral prvo? V bistvu lokacija je perfektna, med odmorom lahko skočiš na kakšen hiter prigrizek. Ja, njena lokacija je res popolna. Lepotica na Maistrovem trgu. Pa še dolgoletna tradicija. Deluje že 170 let. res je, na Prvi gimnaziji Maribor si že 170 let prizadevamo dosegati široka znanja, spodbujamo umetnost in kritičnost ter pa predvsem dobro voljo. V glavnem, imamo se fajn. Pravimo per aspera ad astra. Preko trnja do zvezd. Te pa, gremo? Sem Herman Pušnik, ravnatelj Prve gimnazije Maribor. Tudi sam nekdaj dijak te gimnazije, kasneje tudi učitelj na tej gimnaziji, torej lahko rečemo skoraj vso kariero vezan tako ali drugače na prvo. V mladinskem razstavišču Avla je na ogled razstavljenih veliko različnih razstav. Od gostujočih do razstav nagrajencev Prešernovega natečaja Prve gimnazije ter samostojnih razstav četrtih letnikov. Večina jih nastane tukaj, v likovni delavnici. Ta dijakom omogoča razvijanje ustvarjalnosti z različnimi likovnimi materiali, orodji in pristopi. Biti ravnatelj Prve gimnazije Maribor je privilegij. Zaradi pisane množice dijakov, dijakinj, zaposlenih, ustvarjalnosti njihove, uživam v dosežkih, uživam v njihovih dogodkih, uživam v vsem, kar se v šoli dogaja in je potem ta primarni del, torej služba, samo za zraven. Poleg knjig in strokovnih revij, šolska knjižnica vsem dijakom ponuja tudi ogromno učbenikov, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada. Šola ima tudi sodobno opremljeno in veliko čitalnico, kjer se lahko družimo, se učimo ali pa s pomočjo računalnika brskamo po spletu. Šola ima prav tako imenovano tiho sobo, kjer se lahko dijaki v miru učijo. Na Prvi gimnaziji poteka dejavnost tutorstva. Na tej dejavnosti si dijaki spoznavajo med seboj in hkrati pomagajo pri učenju in pridobivanju novega znanja. Za vse tiste, ki pa imate v sebi debatno žilico, se lahko pridružite našemu debatnemu klubu. Kolegice in kolegi so zelo ustvarjalni, kooperativni in veliko dobrih idej je. Torej, moja naloga je, da podprem te ideje, pomagam pri realizaciji in predvsem, da prisluhnem njihovim predlogom in na ta način tudi seveda posredno prisluhnemo tudi željam dijakov in dijakinj. Glasbena učilnica je dom mladinskemu pevskemu zboru Prve gimnazije Maribor. Ta se vsako leto izkaže z različnimi nastopi, koncerti na različnih tekmovanjih in festivalih. So pa tudi dosegli zlato in srebrno priznanje v Pragi. Na Prvi gimnaziji Maribor izvajamo dva gimnazijska programa. Program Splošna gimnazija z že uveljavljenim e-oddelkom ter program Klasična gimnazija. Program Splošna gimnazija je splošno izobraževalen program, namenjen nadaljevanju študija na univerzi. Učitelji v svoje delo vpeljujejo vedno več terenskega in projektnega dela, torej skupinskih in individualnih predstavitev. Nova znanja pa usvajamo z uporabo tehnologije, gledanje po videoposnetkov, demonstracijskih eksperimentov, ter poudarek je na znotrajpredmetnem in medpredmetnem povezovanju in formativnem poučevanju.
V E-oddelek se vpisujejo učenci, ki bodo večkrat in dlje časa odsotni od pouka. Del šolskega izobraževanja lahko opravijo v šoli, medtem ko drugi del šolskega izobraževanja lahko opravijo doma s pomočjo spletnih učilnic. Posebna skrb je namenjena koordinaciji med šolami in trenerji, ki delujejo v različnih klubih in društvih. V E-oddelku je tudi možna določitev individualnega roka za opravljanje šolskih obveznosti. Pomeni, če si del E-oddelka, pa pomeni, da imaš mogoče malo več prilagoditev, oziroma se ti profesorji pridejo malo bolj nasproti, se da lažje dogovoriti za, teste, spraševanja. Pa nasplošno se mi zdi, da je fajn v E-oddelku, ker smo nekako bili ljudje z istimi interesi, tako da se fajn poklopijo stvari. Latinščina ni bila le jezik starih Rimljanov, ampak se je kot strokovni jezik ohranila v različnih znanostih do danes. Zato je program Klasična gimnazija odlična osnova za vse študije, še zlasti zgodovine, medicine, prava in jezikov. Program Klasična gimnazija se od splošne razlikuje predvsem v tem, da imamo vsa 4 leta latinščino, predmet, pri katerem se naučimo zgolj samo slovnice, ampak tudi mitologijo, književnost, umetnost in spoznavamo življenje ter razmišljanje antičnega človeka ter vse to primerjamo z današnjim. Prav tako v 3. letniku naravoslovni predmeti postanejo samo še izbirni. Med biologijo, fiziko in kemijo, umetnostno zgodovino ter starogrščino izberemo 2 predmeta. Tako se lahko usmerimo bolj humanistično ali naravoslovno. Lahko pa naredimo kombinacijo obojega, če še ne vemo, kakšna je naša izbira študija. Jaz sem Lana Kovačev, bivša prvo gimnazijka, obiskovala sem E-oddelek. 2 leti sem bila predsednica dijaške skupnosti, zdaj pa sem študentka fakultete za šport. V našem razredu smo dejansko bili zelo povezani med sabo, sploh ko smo šli na kakšne izlete. To so bili nekako najbolj taki vrhunci srednje šole. Zelo fajn je ekskurzija v Kaprun. Tam se mi zdi, da se še malo bolj športniki med sabo povežemo, ker vseeno gremo smučat ali pa bordat, tako da je kar pestro. Pa izpostavila bi še izmenjavo, ko smo šli v Bihać. To pa je nasplošno bilo zelo, sploh ko sem jaz šla v 3. letniku, zaradi tega, ker smo bili dejansko dijaki iz celega Balkana. In je bilo ful pestro dogajanje, še bolj se povežeš tudi s tistimi, ko greš pa nisi sošolec z njimi, spoznaš še več ljudi iz prve, pa nasplošno tudi drugod, tako da ful fajn je spomini, res. Dijaki se udeležujemo tudi različnih izmenjav. Sodelujemo s šolami v Franciji, Španiji, na Hrvaškem, na Češkem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Na prvi gimnaziji želimo biti družbeno odgovorni, kar pomeni, da je dobrodelnost za nas ena izmed najbolj pomembnih vrednot. Vsako leto organiziramo različne dobrodelne akcije, kot so bazarji, zbiranje denarja, sredstev in knjig za socialno ogrožene družine in hrano za živali. Smo vključeni tudi v mrežo zdravih šol in naša šola ima naziv Ekošole, kar pomeni, da izvajamo različne projekte, kot so Minuta za zdravje, kjer vsak razred en dan v tednu telovadi najmanj 5 minut. Pred nekaj leti smo tudi uvedli sadni dan, kjer en dan v tednu lahko dijaki na hodnikih šole dobijo jabolke iz ekološke pridelave. Drugače pa mislim, da nas je večina največ časa preživela pred prvo gimnazijo na odlični, super lokaciji. Večino časa smo se tukaj družili po pouku, mogoče zjutraj pred, sploh v bolj toplih poletnih časih, pa tudi konci tedna. Na prvi gimnaziji ponujamo kar najširšo paleto izbire tujih jezikov. Poleg nemščine in angleščine se dijaki tudi učimo španščino, francoščino in italijanščino. Ça se voit que je le traque, je suis très nerveuse. Aktiv matematikov v vsakem šolskem letu organizira 2 delovna vikenda za dijake s poudarjenim interesom na področju matematike. Na srečanjih poslušajo predavanja za aktualno matematično vsebino, predavatelji so pa poleg članov aktiva gostje s Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Prvi oder je dom nas, gledališčnikov. V gledališki šoli ob pomoči priznanih gledaliških ustvarjalcev nastajajo različne predstave, s katerimi gostujemo na tujem. V Kanadi, Španiji, Belorusiji, na Finskem, Češkem, v Indiji, Monaku in na Floridi. Bogate izkušnje in nagrade, ki jih prejemamo, dokazujemo, da je naše delo odlično.
Tukaj pa trenirajo tudi naši improligaši, znani pod imenom Rudolfovi majstri. Oni so res ekipa dobre volje in na prireditve s seboj prinesejo obilo smeha. Zadnja leta si maturantje kot izbirni maturitetni predmet najbolj pogosto izbirajo psihologijo, kemijo, biologijo, tuje jezike, kar dokazuje, da so enako vredno zastopane zelo različna predmetna področja. Prva je super odskočna deska za študij. Odlični rezultati na maturi potrjujejo naše dobro delo. Ponosni smo na skoraj 100% uspešnost, še posebej na naše zlate maturante in diamantne, ki dosežejo vse točke na maturi. Res je skoraj 800 dijakov in dijakinj vpisanih na Prvo gimnazijo Maribor, ampak vsakdo med njimi je poseben, izvrsten, izjemen, drugačen od ostalih. In to je potrebno spoštovati in s tem seveda tudi spoznati tako njihove želje, priložnosti, možnosti. Samo tako lahko potem spremljamo tudi napredek in usmerjamo delovanje mladih v gimnazijskem izobraževanju. Udeležujemo se skoraj vseh srednješolskih športnih tekmovanj, ki so organizirana v okviru športa mladih. V zadnjih 4 letih je naša odbojkarska ekipa kar 3-krat igrala v finalnem turnirju državnega prvenstva za srednje šole. Nekateri naši dijaki se tudi vzporedno izobražujejo. V dopoldanskem času obiskujejo Prvo gimnazijo, popoldne pa konzervatorij za glasbo in balet. Šoli sta blizu in dobro sodelujeta, kar omogoča lažje in uspešno upravljanje obveznosti na obeh šolah. Na šoli organiziramo tekmovanja iz skoraj vseh šolskih predmetov. Tako želimo spodbuditi dijakovo zanimanje za posamezni predmet in tako razširiti njegovo znanje. Med delom z nadarjenimi dijaki se naši mentorji povezujejo z zunanjimi mentorji iz različnih fakultet in inštitutov. Tako se lahko prilagodijo specifičnim potrebam posameznika. Med šolskim letom pa organiziramo različna tematska predavanja z najuglednejšimi predavatelji. Vsako pomlad na Prvi gimnaziji organiziramo Primafest, tradicionalni festival, ki ponuja veliko različnih prireditev. Vse od koncertov, gledaliških predstav, razstav do skupinske četvorke pred Prvo gimnazijo Maribor. Spoštovane devetošolke, devetošolci, pred vami je res pomemben izziv. Jaz verjamem, da boste pridobili dovolj informacij in se odločili tako, da boste prisluhnili svojim željam in pa seveda ne boste zanemarili svojih talentov pri sprejemanju tega, v katero srednjo šolo se boste vpisali. Poglejmo, kako se vam je zdelo? Pa mislim, da smo jim kar olajšali izbiro. Prvi oder, e-oddelek, sproščeno vzdušje. Tuji jeziki, lokacija in izmenjave. Hvala za vašo pozornost in mi vas že nestrpno pričakujemo. Lepo pozdravljeni in dobimo se na prvi. Nasvidenje v jeseni. Dobimo se na prvi. You can search for me. I